Pozdravljeni na spletnem seminarju How to COPA.si. Seminar sodi v ciklus seminarjev, ki jih bomo izvedli v poletnih mesecih. S tem bomo lažje pričakali slovenski kadrovski kongres, ki bo letos 3. in 4. septembra, upajmo, v Portorožu. Na seminarju lahko aktivno sodelujete in sicer postavljate vprašanja na kanalih chat ter Q&A in na vsa vprašanja bosta predavatelja poskusila odgovoriti po zaključku njunega predavanja oziroma po zaključku seminarja. Danes bosta z nami Domen Ocepek in Monika Horvatič iz podjetja COPA. Monika Horvatič je strokovnjakinja za HR področje. V COPA je svetovalka za vsebinsko načrtovanje, implementacijo in optimizacijo digitalnih kadrovskih storitev. Domen je produktni vodja programskih rešitev za proizvodna podjetja. Vodi skupino 30 strokovnjakov za razvoj, načrtovanje in vzdrževanje IT rešitev za sledenje proizvodnje, upravljanje dokumentov, HRM ter BI področje. Še nekaj o COPA. COPA DD je specializirana v informacijske rešitve za podporo poslovanju. Njen fokus je povezovanje poslovne in proizvodne informatike ob upoštevanju zaposlenih kot glavnega vira uspešnega poslovanja organizacij. Družba zagotavlja celovito integracijo posameznih informacijskih sistemov organizacij. Je sistemski integrator. Sedaj pa je čas, da začnemo. Monika, vabim vas, da prevzamete zaslon. Prav. Peter, najlepša hvala za te prijetne uvodne besede in pa lep pozdrav iz Slovenj Gradca v imenu COPA-ine ekipe. Verjamem, da vam bo današnje druženje všeč, kakšno idejo in pa namig pa upam, da ste prenesli tudi v svoje delovno okolje. Ali pa morda na hitro, na prvi postaji bi govorili o ključnih sodelavcih, potem bi pot nadaljevali preko druge postaje in se na poti pogovarjali, zakaj projekti padajo. Opravili bi krajši postanek, kjer bi se vključil sodelavec Domen, čigar znanje in pa izkušnje na področju dela s projekti in pa kompetencami so zavidanja vredni. Na tretji postaji bi se pogovorili o tem, kako pravzaprav kompetence spremljamo pri nas na COPA in katere so tiste platforme, ki jih uporabljata generaciji Y in pa Z, zakaj to na COPA spremljamo, ter kako sestaviti projektno ekipo. Četrta, zadnja postaja bo namenjena primeru dobre prakse, kjer bomo znova naredili krajši postanek, v katerega se bo vključil sodelavec Domen. Da ne izgubim časa, gremo kar na nevarnost odvisnosti od ključnih sodelavcev. Kdo je ključna oseba? Ključna oseba je tista, ki obvladuje določena kritična znanja in pa izkušnje v našem podjetju in vkolikor bi ta oseba naenkrat zapustila svoje delovno mesto oziroma bi ostali brez nje, bi to pomenilo za podjetje veliko škodo. V tem primeru smo namreč stavili vse zgolj na eno osebo, brez tega, da bi tveganje razpršili na ostale zaposlene. Kdo so te ključne osebe? Ključne osebe delimo na ključne vizionarje in pa na ključne sodelavce. Nadaljnja usoda podjetja SpaceX je povezana z delovanjem Elona Muska. Warren Buffett je tisti, čigar nenadomestljivost določa izjemna poslovna žilica. Vsi namreč vemo, da je eden izmed najbolj priljubljenih in pa uspešnih vlagateljev na svetu. To so ljudje, ki so sanjači in so svoje sanje pravzaprav tudi dejansko uresničili v praksi. In pa še Steve Jobs, ki se je pravzaprav kot inovator zelo dobro zavedal tudi tega, da je potrebno politiko, inventivno kulturo podjetja prenesti na ostale člane, na ostale time, ki bodo nekoč po njegovi smrti tudi prevzeli to inventivno kulturo Appla. Nikakor pa pri tem ne smemo pozabiti na ključne zaposlene, ki so pravzaprav nevidni, njihovo
opazimo jih šele takrat, ko pride do nekega ključnega trenutka, do neke situacije kritične, ko pravzaprav opazimo, da se proces dela brez njih čez noč ustavil. Predstavljamo si operacijsko strežnico v medicinskem centru, ki čez noč enostavno ne pride več na svoje delo. Dobro vemo, da operacijske strežnice potrebujejo določena dodatna znanja, določeno usposobljenost, svoje delo lahko opravljamo in jih je zelo težko naenkrat in pa na hitro nadomestiti. Prav tako si težko predstavljamo, da bi edino referentko za obračun plač v našem podjetju, ki je zadolžen tudi za REK obrazce, nekdo čez noč lahko nadomestil. Ta nenadomestljivost se je izkazala predvsem v obdobju COVID-19, ko smo se morali delodajalci ponovno vprašati o tem, kdo so vsi tisti ključni zaposleni in kako bi jih lahko nadomestili v primeru njihove odsotnosti. Kaj pa se zgodi, ko nekoga čez noč nimamo več v podjetju in ko kompetenc ne utegnemo preveriti, niti v podjetju samem ne spremljamo, kaj hitro lahko pridemo do situacije, trust me, I'm an engineer. Dobro, sicer je to za ščepcem pretiravanja priloženo slikovno gradivo, ampak kljub temu se moramo zavedati posledic, ki pa ne vplivajo zgolj na podjetje, ampak tudi na ožjo in pa širše okolje podjetja. Zaposleni, ki nimajo ustreznih kompetenc in pa znanja, so na svojem delovnem mestu nezadovoljni, saj svojega dela ne morejo dovolj dobro opravljati, hkrati s tem povzročajo višje stroške poslovanja, upad produktivnosti se pokaže in pa seveda, če nimamo ustreznega znanja, je to za nas povzroči lahko tudi nevarno delovno okolje. Vse to vpliva tudi na trg delovne sile, vkolikor je zaposleni nezadovoljen in čez čas podjetje zapusti, bo o tem tudi govoril na trgu delovne sile in nihče od bodočih zaposlenih si ne želi se zaposliti v podjetju, za katerega je značilna visoka stopnja fluktuacije. Tudi kupci, posledice se seveda nekako pokažejo tudi pri kupcih. Kupci neradi delajo z zaposlenimi, ki se ves čas menjajo na delovnem mestu, ki nimajo ustreznega znanja in pa kompetenc, pa seveda tudi možnosti odškodninskih zahtevkov je večjih, reklamacijskih zapisnikov je več, čas za usposabljanje se poveča in pa za dodatna opravila, da ne govorimo o slabem imenu podjetja. Torej, zavedati se moramo tega, da so ključni zaposleni naša odgovornost in ne zgolj sredstvo za dosego cilja. Prepoznati in pa znati moramo najti tiste zaposlene, ki so za nas ključni in pa razpršiti tveganje njihove nenadomestljivosti na način, da ustrezno spremljamo njihove kompetence. Kako, ali vemo, kdo nas nadomešča in koga nadomeščamo vi, pa vam bo v nadaljevanju povedal Domen, tako da Domen, tebi predajam besedo. Hvala, Monika. Lep pozdrav vsem še v mojem imenu. To vprašanje, na videz enostavno vprašanje, ampak odgovor na to vprašanje ni vedno tako enostaven. Nekaj časa nazaj sva z enim kolegom, sicer iz nemškega svetovalnega podjetja na področju IT-ja, se pogovarjali ravno o tem, kaj je pri njih eno od vprašanj, ki ga vsak iz njihovega podjetja dobi na letnem razgovoru. In to je vprašanje, kdo vas lahko nadomešča in koga lahko nadomeščate vi. In kaj je pri tem zanimivo? Če zaposleni tega odgovora ne pozna, se pri njih prižge rdeči alarm. Iščejo dejansko z največjo intenzivnostjo, kako te stvari urediti. Ker kaj to pomeni? Če je nekdo z nekimi kompetencami v podjetju, ki jih ima samo on in jih ne prenaša na ostale sodelavce, na nek način gradi svojo trdnjavo in potem zna tisto trdnjavo braniti samo sam. In pri njih je v osnovi to na nek način, če rečem, prepovedano, da bi v bistvu gradili take trdnjave. Ker kaj se zgodi v takem primeru, če ni nikogar, ki bi nadomeščal kompetence?
lahko pride do neke nesreče, do neke bolniške, do nečesa, da pač oseba zapusti podjetje in spravi v težavo sodelavce, ki morajo na hitro vskočiti, pa niso pridobili tega znanja že prej. Celo podjetje ima s tem težave, ker se to v bistvu pokaže tudi na trgu in na koncu stranke kot take izgubijo nekaj, kar so v bistvu prej od tega podjetja dobivali. Zato je toliko pomembno, da se ta sistem kompetenc ne dogaja po naključju, ampak da je v bistvu zadaj sistematično urejeno, da se ve, katere kompetence imamo v podjetju in kdo jih ima in da v bistvu poskrbimo za tisto dovolj veliko število oseb z določeno kompetenco, da lahko stvar teče naprej. Pravi, alarm je vedno, ko začne število kompetentnih za neko področje padati proti 1. Ker če je samo en, je lahko tudi trenutko tisto nič in tu so težave. Potem pa še drugo vprašanje, koga lahko nadomeščate vi. Podobna zgodba, ampak v drugo smer. Tudi nekdo, ki je vaš sodelavec, pričakuje, ali pa v bistvu, če je sistem na tak način postavljen, pričakujete, da boste lahko vi nadomeščali ali v celoti njegove kompetence, ali pa določen del kompetenc, ki manjkajo. In ta zasedba kompetenc v podjetju je posebej, jaz opažam, v tem našem delu, Slovenija, okrog, je še vedno zelo kritična. V veliko podjetjih so posamezniki, na katerih praktično stoji vse skupaj. Mogoče se na severu tega lotevajo res malo bolj odgovorno, pa skrbijo za to nasledstvo in vgrajujejo te stvari v sistem. In ravno to je v bistvu, da se v sam sistem kadrovske vgradi mehanizem, da ne pride do teh rdečih alarmov. No, naslednja stvar, ki je kot zanimivost. V vseh podjetjih se pač dogajajo projekti. In pri projektih se pokaže ravno to, da so kompetence še kako pomembne. In kot zanimivost, manj kot 20% projektov, ki so neuspešni, je neuspešnih zaradi tega, ker manjka nekih strokovnih kompetenc. Večinoma se zgodi, da manjka tistih kompetenc, ki so bistveno na tisti mehkejši strani. Da manjka komunikacija, da manjka organizacija in to dejansko povzroči, da kljub vse strokovnosti ekipe ne pride do tistega, da bi ljudje sodelovali na tak način, kot se pričakuje. In v nadaljevanju bo Monika s tem modelom kompetenc in z bistvu vlogami v projektu malo bolj pojasnila, zakaj pride v projektih do tega in zakaj moramo v bistvu skrbeti sistematično, da nam določene kompetence pa določene vloge ne zmanjkajo, ker to povzroča težave. Pa predajam naprej besedo Moniki. Ja, Domen, najlepša hvala. Kompetenčni model, kopa HRM na mojem PC-ju povej, kateri zaposleni bo vodja razvoja odslej. Zakaj je to pravljično vprašanje? Na to pravljično vprašanje lahko zelo enostavno odgovorimo v primeru, ko imamo ustrezno razvit kompetenčni model. Ta kompetenčni model smo razvili tudi pri nas na Kopi in kaj nam omogoča? Omogoča nam to, da lahko spremljamo kompetence naših zaposlenih in v primeru, ko se odpre novo delovno mesto ali pa v primeru, ko potrebujemo zaposlenega za izvedbo določenega projekta, na hitro med vsemi kompetencami izberemo tisti, ki bi bili najustreznejši. Pa si za začetek poglejmo, kako poteka popis kompetenc. Najprej vedno popišemo kompetence delovnega mesta. Le-te se navadno odprejo, ko se tudi odpre novo delovno mesto. Glede na izkušnje priporočamo na Kopi, da je teh kompetenc nekako maksimalno 6. Kolikor jih imamo več, namreč to povzroča neko razdrobljenost, nepreglednost. Do sedaj pa se je vsaj pri nas na praksi pokazalo to, da nekako do 6 kompetenc še vedno nudi ustrezno celovitost in pa obvladljivost. Osebne kompetence so naslednje, ki jih popisujemo, jaz jih rada imenujem rezerva. Namreč to so tiste kompetence, ki niso nujne za zasedbo delovnega mesta, jih pa posameznik ima kot neko rezervo oziroma nek plus pri sebi.
Primer tega je, na primer, da imamo zaposleno osebo, ki obvlada španski jezik, v tem trenutku ga sicer ne potrebuje, ampak podjetje čez čas odpre delovno mesto vodje prodaje za španski trg in takrat lahko enostavno poiščemo, ali ima morda že kdo znanje iz španskega jezika in bi tudi po tipu svoje osebnosti sodil v to novo ekipo oziroma ga lahko enostavno prerazporedimo na novo delovno mesto, brez tega, da pripravimo zunanji razpis. Mehke veščine so tiste, ki jih ponavadi delodajalci zelo radi podcenjujejo. To je zelo narobe, mehkih veščin nikakor ne smemo podcenjevati, pa naj to ponazorim z enim primerom. Na primer, imamo strokovnjaka v razvoju, ker je že lep čas pri nas in svoje delo opravlja več kot odlično, ga brez tega, da bi preverili njegove mehke veščine, prerazporedimo na delovno mesto vodje razvoja. Sam mehkih veščin, kot je na primer vodenje sodelavcev, ne obvladuje, zato se počuti na svojem delovnem mestu nesrečen, ni ga vešč. In kaj smo s tem naredili? Izgubili smo zelo dobrega strokovnjaka in dobili zelo slabega vodjo. In pa še digitalne kompetence, te so se pojavile kot nujne, predvsem zdaj v našem času COVID-19, ko brez njih pravzaprav dela od doma ne bi mogli ustrezno opravljati. How to? Že smo v našem osrednjem delu, kako to počnemo oziroma kako to delamo na Kopi. Pa si poglejmo nekaj primerov. Kako naši zaposleni spremljajo kompetence. Zaposleni se enostavno prijavi na osebni portal, kjer odpre zavihek s kompetencami. Tam bo našel kot neke vrste opomnika vse tiste kompetence, ki so zahtevane za njegovo delovno mesto, glede na to, kako je stopnja doseganja te kompetence v primerjavi z zahtevano, ki jo je dogovoril s svojim vodjem. Hkrati ima še dodatno gradivo, ki se ga lahko priloži kot dodatek za lažjo dosego zahtevane stopnje kompetence. Tako lahko zaposleni 24 ur na dan, 7 dni v tednu nekako vpogleduje v to, kaj je že storil oziroma kaj še lahko stori, da se bo na področju svojih kompetenc izboljšal. Projektna ekipa, kako sestaviti dobro projektno ekipo, torej top projektno ekipo. Nekako svetujemo, da v vsako projektna ekipa vsebuje 7 tipov osebnosti. To je vodja oziroma vizionar. Vizionar je tisti, ki bo projekt vodil od samega začetka do konca, sodelavcem bo na razpolago kot mediator in pa kot komunikator in pa svoje delo bo znal razporediti seveda tudi med ostale sodelavce, tako da ne bo opravljal vsega sam. Imamo tudi igralca. Kadarkoli pogledam to sliko, se spomnim na tekmo v Stožicah pred več tisočglavo množico, ko je ta odličen igralec zabijal točke na račun za Slovenijo. Takrat so se slišali pridušeni kriki tako moških kot ženskih glasov, seveda onih slednjih je bilo malce več najbrž, ampak malo za šalo, malo za res. V vsaki projektni ekipi potrebujemo ekipnega igralca. Ekipni igralec je kot neko lepilo med vsemi ostalimi v ekipi. Takrat, ko že vsi obupajo, ko včasih že ne vidijo več rešitve, na kakšen način bi projekt izpeljali do konca, pride na sceno on in nekako pomaga ekipi, da se dvigne na noge in spelje projekt do konca. Potem imamo raziskovalca, ki že sam v osnovi postavlja vprašanja, na katere ostali zaposleni niti pomislili ne bi in seveda nanje tudi zelo hitro poišče ustrezne odgovore. Vsaka dobra ekipa potrebuje strokovnjaka, ki vsebinsko obvladuje področje projekta in pa načrtovalca. Načrtovalec je tisti, ki mu pravzaprav pisanje poročil, priprava analiz, sledenje rokov ne dela težav, vidi vsak ovinek pri projektu in pa celo tudi kakšen avtomobil, ki se bo pripeljal nasproti. Torej zna zelo dobro predvidevati in s tem iz marsikatere zagate reši samo projektno ekipo.
Ustvarjalec je tisti, ki bo potegnil projekt iz nekega povprečja v višave, da bo izstopal. Slaba lastnost ustvarjalcev je v tem, da se ne drži rad rokov in pa da tudi nekako zaradi svoje ustvarjalnosti malce težje sodeluje z ostalimi. Če ga boste povezali z načrtovalcem, bo tako, kot bi zadeli sedemko na lotu. In pa komunikator. Komunikator skupin je navadno tisti, ki ima ponavadi najdaljši imenik oseb, ki jih lahko pokliče v primeru zagate, v primeru dodatnega pojasnila in seveda dobi tudi odgovore na vprašanja v najkrajšem možnem času. Vkolikor projektno ekipo sestavimo na tak način, da vključuje vseh 7 tipov osebnosti, je prvi korak k uspešnosti že pravzaprav zagotovljen. Vedeti pa moramo, da ni potrebno vedno ravno 7 ljudi vključiti v vsako projektno skupino. Nekateri ljudje namreč v sebi združujejo lahko tudi po 2 ali pa po več tipov osebnosti. Važno je, da vseh 7 tipov zajamemo. Kako še organiziramo top ekipo? Top ekipo organiziramo na način, da spodbujamo raznolikost. Navadno vodja ekipe izbira ekipo glede na prvi vtis, namesto da bi spodbujal raznolikost, saj je ravno ona tista, ki prinese rezultate v sam projekt. Osebnostne značilnosti vodje so tudi zelo pomembne, namreč ekstrovertiran vodja bo navadno izbral ekipo, ki je njemu po meri, njemu povšeči. Seveda najlažje je imeti v ekipi ljudi, s katerimi se gre lahko po službi na pivo, s katerimi lahko debatiramo o istih zadevah, s katerimi imamo enake stališča in pa poglede. Ampak zavedati se moramo, da ekstrovertirani posamezniki navadno ne pišejo radi poročil, ne pripravljajo analiz, ne sledijo rokom, zato pa so zelo dobri introvertirani posamezniki in nujno je vključevanje tudi le-teh. Potem, vkolikor vodja ne določi jasnih vlog in odgovornosti posameznikom, se kaj kmalu začne odvijati tekma za teritorij. Vsak od nas globoko v sebi nekako ima željo po prevladi. Se spomnite, ko smo se še kot mulci pred blokom igrali za kredo zemljo krast, no to je nekaj takega. Torej vloga in odgovornost posameznika mora biti jasno določena. In pa kompatibilnost v vsaki zakonski zvezi mora biti kompatibilnost med partnerjema, enaka morata biti v zasledovanju ciljev, imeti morata enake interese pri vzgoji otrok, vkolikor tega ni, pride preko sled določitve. In enako je tudi v ekipi, vkolikor ekipa ni kompatibilna v zasledovanju ciljev, nalog in pa vrednot, je že vnaprej obsojena na neuspešno delo in pa na propad. Pa smo že pri generaciji Y in Z. Kakšna je razlika med tema dvema generacijama? Značilnost za generacijo Y je ta, da prvotno išče informacije na spletu preko Googla, medtem ko pa generacija Z bolj kot ne iz sodobnih platform, kot je YouTube ali pa najnovejši oziroma novejši TikTok. Pa si poglejmo anketo. Jaz predlagam, da jo izpolnimo. Čez čas vam bo na ekranu prikazala anketa. Lepo bi vas prosila, da označite, kateri generaciji od spodaj naštetih pripadate. Ali je to baby boom generacija, torej imate 60 let in ste starejši, ali sodite v generacijo X, to je od 40 do 59 let, generaciji Y oziroma milenici do 39. leta starosti, ali pa generaciji Z, torej 24 let in manj. Ko izpolnite anketo, bi vas lepo prosila, da jo potrdite, da lahko vidimo, kdo so naši slušatelji na današnjem webinarju. Tako, zdaj bi prosila za rezultate. No,
v večini je danes prisotna generacija X, torej moja generacija, če se lahko tako izrazim, ki je med 40 in 59 letom. Zanjo je seveda značilno, da se že vključuje v platforme sodobne, še vseeno pa dosti manj kot pa milenijci in pa generacija Z. Zgolj za informacijo, generacija X je najbolj dejavna na Facebooku. Prav, zdaj bi pa prosila še za naslednjo anketo, kjer bi pa označili vaše mnenje glede pridobljenega znanja in pa veščin iz sodobnih platform. Tako prosim, da na prvo vprašanje odgovorite, ali menite, da ste s pomočjo YouTubea pridobili različna znanja, napotki, navodila, recepti, ste že kdaj iskali kakšno navodilo preko YouTubea, da ali ne? In pa ali menite, da ste s pomočjo YouTubea pridobili veščine, ki so vas lahko pripravile za prihodnost, da ali ne? Tako, lepo bi prosila za rezultate ankete. Tako, ja, glede na to, da smo prisotni generacija X, so zelo spodbudni rezultati. Namreč s pomočjo YouTubea je kar 79% slušateljev pridobilo različna znanja in pa veščine, ki so jih pripravili na prihodnost, pa kar 57%. Naj to primerjam z izsledkom Common Sense Media, ki je objavil raziskavo na začetku tega leta, kjer je za generacijo Z označil, da kar 80% pridobljenega znanja pridobiva redno iz digitalnih vsebin in pa 68% pridobljenih veščin, ki so jim pomagale tudi v prihodnosti. Zakaj danes toliko govorimo o generaciji Y in Z? Zato, ker se zavedamo tega, da njihovo vedenje in pa vsebinski interesi se razlikujejo od vedenja in vsebinskih interesov generacije X in pa še predhodne generacije Baby Boom. Kako približujemo generacijam Y in pa Z video vsebine, pa si poglejmo v naslednjem videoposnetku. Na Copy smo to rešili na način, da lahko posamezna navodila za delo zapišemo, damo na YouTube, zaposleni, ki določenih veščin nima, pa se ne more v tistem trenutku spomniti, kako bi določeno delo opravil do konca, se preko osebnega portala poveže na YouTube, kjer so naprej pripravljeni posnetki za posamezno opravilo in brez tega, da bi nadlegoval pod narekovaji svojega mentorja, svoje delo brez težav opravi naprej. Tako, tudi na Copy se zavedamo, da je YouTube dragocen in zaupanja vreden učni vir, ki ga vključujemo v sodobne IT rešitve in samo vprašanje časa je, kdaj bodo to začela tudi druga podjetja. Zdaj pa besedo predajam Domnu z primerom dobre prakse. Hvala, Monika. Ja. No, pa poglejmo, kaj je dobra praksa današnji generaciji. Ta prvi stavek, se strinjate, več ne deluje najbolj. Se pravi, napiši mi, kako naj delam, preberem navodila in tam nekje na 57. strani najdem, kaj moram narediti, to je na nek način mimo. Generacije, ki prihajajo, se tega načina ne poslužujejo. To pomeni, da moramo razmišljati, kako bomo dejansko take vsebine pripravili na način, da bojo tem novim generacijam, pa tudi nam na razpolago na enostavnejši obliki. Zdaj, če rečemo dve osnovni izhodišči, kako se neko stvar na novo naučimo ali pa kako neko kompetenco ali pa znanje pridobimo. Eno je to, da nekomu razložimo, kako naj nekaj dela. Težava je, če to stvar razlagamo spet in se vmes ne poslužimo tega, kar današnja digitalna tehnologija omogoča. Podobno je pri tem, nekomu stalno isto stvar kažemo, namesto da bi v bistvu takrat, ko to delamo, sneli enostavno posnetek, skratka to
delo digitalizirali in v bistvu bi lahko nekdo, ki želi to znanje ali pa to kompetenco pridobiti, enostavno pogledal ta video in pridobil to znanje. Običajno, tudi pri mentorstvih se pokaže težava, da tisti mentor, ko ima največ znanja, ima tudi najmanj časa. In se velikokrat zgodi, da podjetju to znanje iz nekih izkušenih na te nove sodelavce poteka bistveno prepočasi, kot je dejansko so to sodobno tehnologijo možno. Kako razmišljajo ti mlajši sodelavci, pa ti, ko prihajajo na novo? Predvsem razmišljam na način, povej mi, kje naj najdem vsebino, pa se bom naučil. Digitalna pismenost ni več vprašanje. Pravi, če nekomu pač pomagamo do vsebine, jo bo sam tudi naštudiral, si bo vzel čas tudi izven delovnega časa, takrat, ko ga mogoče ima več, zato da se v miru posveti nekemu izobraževanju. In kot zdaj, recimo, ta webinar snemamo, bi dejansko bilo pomembno, da se vse take dejansko pomembne aktivnosti, ki se dogajajo, posnamejo in se lahko uporabijo kot neko znanje naprej, brez da bi tisto še enkrat ponavljali. Kaj še pričakujejo generacije, ki prihajajo? Pričakujejo, da bodo dobili neko okolje, kjer lahko razvijajo svoje kompetence, kjer bo preko timov, preko prenosa znanja, preko prenosa nekih idej možno delati na tak način, da se bodo pri tem delu počutili prijetno. Pravi, to, kar vsi, ne samo mlajši, cenimo, je to, da imamo delo, kjer se počutimo lepo in kjer smo opaženi. In ravno pri tem se pojavlja največ težav s temi mehkimi kompetencami. Kako dejansko vzpostaviti, da je komunikacija prava, da si ljudje med sabo zaupajo. In to je predvsem pomembna naloga teh novejših vodij. Na samih strokovnih kompetencah, kot smo že prej večkrat omenili, ni tisto, kjer se dela razlike, ampak največ je na tem delu teh mehkih kompetenc. Kaj še mogoče ne znamo ravno najboljš narediti, pa generacije, ki prihajajo, pričakujejo, da jim damo priložnost, da se izkažejo. Zanimiv stavek, ki sem ga tudi na lanskem kadrovskem kongresu slišal, moramo dovoliti, da tisti, ki pač prevzemajo kompetence, naredijo napako in jo popravijo. Se pravi, zagotoviti sisteme, kjer se lahko naredi tudi kako stvar narobe. Ker če vedno nek vodja prevzema to, da tiste najbolj odgovorne stvari dela sam, zato da ne bo prišlo do napake, to pomeni, da tisti njegovi sodelavci enostavno pač se navadijo na to in potem vse zahtevnejše odločitve, vse zahtevnejše naloge prenašajo na tistega vodja. In to je dejansko problem tega sodobnega vodenja. Pa to, kar si vsi želimo, zahtevnih nalog. Vsak si želi zahtevne naloge, ne prezahtevne, ampak zahtevne, kjer se lahko izkaže, pa pokaže, da je sposoben narediti več. In ko dobimo v bistvu vse te izhodišča, ki smo jih zdaj postavili, pridemo pa do tega, da dobimo v podjetje novega sodelavca, ki nam postavi včasih po svoje zelo jasna vprašanja, ki zahteva tudi zelo jasen odgovor. In tu se pokaže pomen nekega sistematičnega obravnavanja kompetenc, neke matrike usposobljenosti, ki pomaga, da lahko ob nekem periodičnem ali pa letnem razgovoru nekim zaposlenim pogledamo vseh teh, mi jih imamo šestih področji, kako dosega neka pričakovanja, ki so za tisto delovno mesto, za tisto vlogo, ki jo v podjetju opravlja. Skratka, ne pogovarjamo se na pamet, pa govorimo o tem splošno, ampak gremo konkretno od področja do področja in uskladimo pričakovanja podjetja in pričakovanja zaposlenega. Če pogledamo par vprašanj, ki jih dobite kot vodje, ali ki jih postavljajo zaposleni, kaj naj naredim, da bom napredoval? Če izhajate samo iz tega, bodi strokoven, delaj na rezultatu, kaj se vam zgodi? To, kar smo omenili na začetku predavanja. Gradite trdnjave, dobili boste vrhunske strokovnjake, ki bodo izredno vplivni, ampak tega znanja ne bodo prenašali na sodelavce. Niso po tej matriki, niso prevzeli odgovornosti na tem delu vodenja, niso v bistvu prevzeli odgovornosti na samoiniciativnosti, na internem sodelovanju in na nek način se jim ne zdi pomembno, da navzven sodelujejo z ostalimi.
ko se na tak način z nekim novo zaposlenim ali pa z zaposlenim pomeniš, se lahko postavi potem konkretne cilje, pa razvija konkretne kompetence na tistih področjih, ki so pomembne, da podjetje deluje. Velikokrat reče nekdo, poglejte moj rezultat in strokovno zaslužim si višjo plačo. Ja, ampak rezultat in strokovno, če pogledamo v tej matriki, predstavljate dejansko 1/3 vsega, kar je potrebno, da nek človek v nekem podjetju deluje tako, da se sam redu počuti, pa da podjetje od njega dobi tisto, kar pričakuje. Še zanimivo vprašanje, ki se večkrat postavi, vse naredim, kar mi rečete. Zanimivo stališče, ampak kaj to pomeni? To pomeni, da se postavi zaposleni v ta položaj, dajte mi nalogo, stvari bom naredil, ampak če za njegovo delovno mesto to ne zadostuje, potem se je treba na takem razgovoru z njim pomeniti, pa postaviti neke cilje, neke dejansko izobraževanje, usposabljanje, da bo razumel, da ni samo tisto, da naredi karkoli se mu reče, ampak da dejansko tudi on razmišlja, kaj bo naredil, da bo njegovi skupini boljši. Recimo za to delovno mesto pač ta stopnja pričakovana. Na tak način se da lepo skomunicirati cilje, naloge na razumljiv način. Tudi potem, ko pride nek zaposleni na ponovni razgovor, ve, o čem se pogovarjata. Tudi včasih sam kdo iskreno reče, na tem delu nisem uspel narediti koraka naprej, ker sem imel druge obveznosti. Skratka, gre za to, da se stvari razume. Pa so izzivi v vodi. Vedno, tako kot je težko, novo zaposlenim je tudi vodjem težko. Kako pojasniti, kaj se od njega pričakuje? Spet, če imamo matriko, če gledamo po teh 6 področjih, po teh 4 stopnjah, lahko jasno razložimo, kaj se od nekoga pričakuje. Pričakuje recimo nekoga, ki ne prenaša znanja na sodelavca, lahko rečemo, poglej, na tvojem delu, na internem sodelovanju pričakujem, da boš več tega znanja prenašal na sodelavce, ker je za tvoje delovno mesto na napredni stopnji. Tako v smislu vodenja organiziranosti, ne samo, da vse narediš sam, ampak da v bistvu spostaviš neko skupino, kjer kot vodja tudi neke naloge, odgovornosti delegiraš na ostale. In s tako matriko se te stvari potem da komunicirati. Enako problem, nekdo ne želi sodelovati s prodajo. Prodaja pa je vedno tista, ki tišnari, pa nekaj pričakuje, ampak to je eno od pomembnih področij, eksterno sodelovanje. Ne gre drugače, kot pa da tudi nekdo, ki je v bistvu mogoče bolj razvijalec, da se v nekem trenutku tudi mora izpostaviti, pa pomaga, da lahko tisto njegovo idejo prodaja in ostali v bistvu podjetja znajo v bistvu spraviti na trg med ostale. Zakaj ne pride s predlogom? Spet, nekdo mogoče sploh ne čuti, da je njegova naloga tudi to, da je inovativen in da v bistvu z neko samoiniciativnostjo predlaga izboljšave. In je to taka lepa v bistvu priložnost, da se na nekem razgovoru o tem pomeni in se v bistvu postavi nek plan, kako bomo prišli na tisto stopnjo, ki je zahtevana. Enako to, ko smo že mogoče prej omenili, kako naj predamo odgovornost. Veliko vodij prevzema bistveno več odgovornosti, ko pa je prav. To je tudi eno od področij, ki se ga je treba na takem razgovoru dotakniti, pa stvari razložiti. No in ko dobimo v bistvu en tak sistem v ozadju, recimo nek KRM sistem mora v osnovi to, da je to vgrajeno v proces. Da ni letni razgovor, pa nek periodični razgovor, sistem, ki se zgodi enkrat na leto, pa potem to gre v nek cikl, ampak da dejansko to nekaj, kar živi. To, kar je že Monika prej omenila, če ugotovimo na nekem razgovoru, da nekdo na strokovnosti pač ni na tisti stopni, kot je, bo tisti rdeč krogec na tistem osebnem portalu, vsakokrat, ko bo šel pogledati, ko bo dopusta videl, da smo se na razgovoru dogovorili, da bo na tem področju nekaj naredil. In to ima v bistvu ta psihološki učinek na to, da ljudje po svoje se zavedajo in da v bistvu sledijo tem ciljem na način, da podjetje dobi tisto, kar pričakuje in da zaposleni v podjetju izpolnijo tiste svoje pričakovanja. In to je v bistvu glavna naloga kadrovskih in vseh teh sistemov, da sistematično uredijo to, da skrbijo za ljudi, da zasedajo dejansko tista mesta, na katerih se v redu počutijo in na katerih ima tudi podjetje največ od njih. Ok,
Toliko z moje strani, zdaj pa predajam besedo še organizatorju, da pove par zaključnih besed. Pa na koncu seveda vprašanja. Najlepša hvala. No, po manjših tehničnih težavah smo vzpostavili linijo, res hvala Kopi za tako hitro reakcijo. Z nami na današnjem seminarju smo pokrili vprašanje kompetenc, vprašanje, kako mapirati kompetence, kako pomagati, kako v bistvu sistematično razvijati in spodbujati zaposlene k njihovemu razvoju in tem uspešnosti organizacije. Z nami sta bila Domen Ocepek in Monika Horvatič iz družbe Kopa. Res najlepša hvala vama za iznajdljivost in pa za odlično izvedbo seminarja, iznajdljivost pri tehničnih težavicah. Domen in Monika bosta z nami tudi na Slovenskem kadrovskem kongresu, kjer boste izvedla delavnico Kadrovski paradoksi @kopa.si in sicer v četrtek, 3. septembra ob 14. Več pa na spletnih straneh kongresa. Dragi udeleženci, hvala za potrpežljivost, hvala za pozornost in udeležbo ter za sodelovanje. Veselim se tudi vaših nadaljnjih udeležb na naslednjih spletnih seminarjih in seveda, da se upam, ko bodo razmere primerne, tudi v živo vidimo na Slovenskem kadrovskem kongresu. Naslednji seminar bo seminar z naslovom Digitalizacija HR procesov in kadrovska evidenca. Predavateljica Nataša Centa iz 4. poti bo z nami v torek, 7. julija ob 14. uri. Spletna prijava je že omogočena. Vabim vas, da se prijavite, vabim tudi, da nas še naprej spremljate na družbenih omrežjih in pa želim vam lepo popoldne in upam, da se tudi v živo vidimo na Slovenskem kadrovskem kongresu. Lep dan vam želim. Lep pozdrav.